Torej, zbrano občinstvo, lep pozdrav pri novi debatni kavarni, ki jo prireja Založba Družina. In sicer ob knjigi, ki jo nimamo na mizi. Bom za začetek dal svoj malce oguljen izvod, ki dokazuje, da sem imel knjigo večkrat v rokah, vsekakor pa večkrat v torbi. Ker sem se vendarle moral malo pripraviti na tale dogodek. Torej, izhodišče je tako. Letošnje leto je seveda v znamenju 25-letnice slovenske države in to dejstvo se je seveda poznalo na številnih področjih, tudi na publicističnem knjižnem področju, kjer je šlo nekaj knjig, ki tematizirajo to 25-letnico. Tako zdaj lahko svoj oguljen izvod umaknem ali ne? Ne smem imeti preveč, bolj se doma še enkrat zgubno. Dajte tole vzeti, je že odprta, vidite, evo, tako. Tako, v ta kontekst literature, ki se ukvarja z srebrnim jubilejem države, smo umestili tudi zbornik Slovenija 2041 in tokrat ga predstavljamo v taki zanimivi ekipi z urednikom zbornika, dr. Alešem Mavrom in dvema avtorjema. Urednik je seveda tudi avtor enega izmed ključnih prispevkov in pa dvema avtorjema, Urško Makovec, pravnico, novinarko, prevajalko, tako že piše, prodorno voditeljico okroglih miz, zato imamo še dodatno tremo. In pa Matejem Kovačem, po osnovni izobrazbi fizikom, če se ne motim, ekonomistom, publicistom, kolumnistom. Pri tej okrogli mizi se bomo tikali, moram nekako razkriti, zakaj gospod Matej, zdaj so že na ti, Matej je kolumnist rubrike Na prepihu v družini že 5 let, to rubriko nekako jaz urejam. Z Urško se tudi poznava že vrsto let, bila je tudi nekoč kolumnistka te iste rubrike. Aleš je pa dobri stari prijatelj, ki tudi sodeluje z družinino mesečno predlogo Slovenski čas, kjer imamo tudi eno od kolumn časnika Pikasi, kjer je pa on eno od osnovnih motorjev. Sestava tega omiza tudi ni naključna, ker hočemo z njo pokazati še na nekaj, namreč neke generacijske zadeve. Tukaj sva dva, ki sva osamosvojitev Slovenija je doživela kot polnoletna, to pomeni, da sva leta 90 že lahko volila. In tukaj sta dva, ki sta bila takrat osnovnošolca. Urška je bila na začetku nekako osnovne šole, Aleš bolj proti koncu osnovne šole. Tukaj gre tudi za te neke različne generacijske perspektive. Ampak predno začnemo, bi pa v bistvu za izhodišče postavil besede, ki sta jih pobudnik tega projekta, direktor Založbe Družina Tone Rode in pa urednik Aleš Maver, naslovila na sodelavce, na morebitne sodelavce tega intervjuja, mislim, tega zbornika. In sicer sta pisala takole. Na enem mestu bi radi zbrali poglede na slovenski danes in jutri čim širše palete razmišljajočih posameznic in posameznikov različnih strok in pogledov. Pri tem bi radi v čim večji meri besedo dali mlajšim rodovom, pa tudi tistim, ki so slovensko osamosvojitev in demokratizacijo že doživeli kot izoblikovani mlajši odrasli. Naš cilj je, da v tem smislu zajamemo najrazličnejše družbene in miselne tokove v tistem delu slovenskega družbenega prostora, ki jemlje osamosvojitev skupaj z demokratizacijo za neizbrisno vrednoto in obenem pristaja na demokratične družbene okvirje ter pozitivno vrednoti evropsko in slovensko krščansko izročilo v najširšem, nikakor ne zgolj konfesionalnem pomenu omenjene besedne zveze. Prav tako se nam zdi pomembna vključitev v zbornik vseh treh Slovenij, matične, zamejske in izseljenske. Ker pa zadeva vsebinsko usmeritev, pa so avtorji želeli, da bi piske in pisci po 25. obletnici države se ozrli proti viziji, dilemam, vprašanjem, potrebnim spremembam in priložnostim, ki bodo pomembni za Slovenijo v prihodnjih 25 letih, da bomo leta 2041, 50-letnico svoje države, lahko obhajali s ponosom na njene dosežke, na njeno ureditev, pravičnost in perspektivnost ter na njeno vlogo v Evropi in svetu.
Sliši se lepo, Aleš, kako je ta ambicija izražena v vabilu se udejanjila v samem zborniku? Ja, lep pozdrav. Če bi za izhodišče vzeli misel nekega pomembnega moža, kar iz Nazareta, bodite popolni, kakor je popoln vaš Oče v nebesih, potem seveda smo bili neuspešni. Gotovo je, da marsičesa, kar smo si želeli in kar smo napovedovali v tem pozivu, v zborniku ni. To je seveda posledica različnih dejavnikov, med katerimi je lenoba urednika najbrž pomembna. Drugi vidik je, da v času, ki je bil na razpolago, preprosto ni bilo mogoče pridobiti sodelavk in sodelavcev, ki bi pokrili vsa ta napovedana področja. Tretji vidik je pa, da, in tu se spet vračam k osebi urednika, je tvegana odločitev zaupati zbornik s takim znanstveno-fantastičnim naslovom Slovenija 2041 zgodovinarjev, ker je jasno, da bo zgodovinarja pot, hočeš nočeš, bolj vlekla proti preteklosti, kot pa proti prihodnosti in da bo po tem kriteriju tudi malo navijal pri izbiri sodelavk in sodelavcev. To je tisto, kar morda ni uspelo. Kljub temu pa mislim, da so temeljni cilji izpolnjeni, pa naj se to sliši še tako patetično in v duhu sodobnega menedžmenta, ampak dejstvo je, uspelo nam je ustvariti to generacijsko pestrost. Tukaj je recimo Matej kot predstavnik napovedanih mlajših odraslih v času osamosvojitve, sva midva z Urško, ki sva kot mlečno zobca doživljala osamosvojitev in sta vsaj dva avtorja, ki osamosvojitve sploh še nista doživela na tem svetu. Drugi vidik, mislim, da nam je uspelo zajeti razmeroma široko paleto pogledov znotraj okvira, ki smo ga začrtali, se pravi pristajanje na osamosvojitev kot vrednoto, na okvir liberalne demokracije kot vrednoto in pa seveda na krščanski okvir v najširšem smislu. In ne nazadnje, mislim, da smo vse do neke mere, čeprav bi se dalo na tem področju več narediti, vključili tudi vse tri Slovenije. Zato sem pač kot urednik na koncu s tem, kar je nastalo, zadovoljen. Res pa je, da bo marsikateri bralec ali bralka, ki se bo oklepal preveč kot pijanec plota ravno naslova, morda razočaran, ker je toliko pogleda nazaj, ampak zakaj ga je toliko, pa bi morda povedal še v nadaljevanju. Prav, ja. Ko dobite takšno vabilo, kot ga je Aleš napisal na svoj elektronski naslov, Urška, Matej, kaj si najprej mislite? Naj gre ta kilih mimo mene ali kaj drugega? Zakaj sta sprejela dejansko ta izziv? Ker ni preprosto. No, če jaz Alešu težko odrečem, zdaj, ko sem to priznal, upam, da tega ne bo preveč izkoristil, ampak Aleš se s cel kup nekomercialnimi projekti usmerjenimi na skupno dobro tako trudi, da potem je kar malo nerodno, če ti reče, bi do takrat, roki ser kratek, nekaj napiši, kaj hočeš, pa napišeš. Po drugi strani pa potem, ko sem pač to prvo bariero Lenobe prebil zaradi naklonjenosti do urednika, mi je pa prišlo na misel, da bi pa vseeno imel kaj zapovedati, kaj je tisto, kar jaz menim, da nas za naslednjih 25 let
pomembno določa, oziroma kje so tisti izzivi, ki bi jih morali nekako urediti, preseči, če hočemo naslednjih 25 let boljše živeti. Čeprav moram reči, da tudi teh 25 let, ki je minilo, saj jaz nimam občutka, da smo se imeli prav slabo. Urška. Jaz mislim, da je to obdobje izpred 25 let ena taka zelo srčna stvar, ki bi nam morala nekako teči po žilah. In ne glede na vzdušje, ki je bilo zlasti v judinskem času, se spomnim tako rahlo raztreseno in morda ne čisto najbolj ugodno za praznovanje 25. obletnice osamosvojitve naše države, pa vendarle mislim, da taki dogodki in take obletnice morajo preseči vse aktualne prijetne ali manj prijetne stvari, ker so tole tako velike stvari, da si jih po moje zdaj po 25 letih sploh še ne znamo predstavljati, nekako bo to ena veliko bolj dolgoročna stvar, zato tudi pač z veseljem odziv na tako povabilo, da lahko tudi danes nadaljujemo to vzdušje ali pa soustvarjamo v bistvu današnje vzdušje ob spominu na tako velik dogodek. Mislim, da si tudi ti v svojem prispevku uporabila tisto znano prispodobo o 40-letnem tavanju Izraelcev, preden so prišli do svoje obljubljene dežele, in ta misel se dostikrat pojavlja, ne, glede Slovencev. Dobro, zdaj smo 25 let prehodili, še nekje smo opuščali, zdaj tistih 2041 bo že čez prag teh 40 let tavanja opuščali. Ampak mene bolj zanima, kako pa si vi trije pravzaprav sploh predstavljate, kaj je za Slovenijo obljubljena dežela, kamor naj bi prišli. A jo je mogoče v besedi, mogoče tudi skozi tak zbornik? Aneška si vzeti dovolj časa malo razmišljati. Smeš to zgodovinarja spraševati, jaz lahko povem, kakšna je bila dežela leta 1941, težje pa kakšna bo 2041. Ampak mislim, da bi naj do takrat popravili to temeljno napako, ki smo jo naredili v zadnjih 25 letih, čeprav se jaz zelo strinjam s tem, kar je Matej povedal, da se nismo imeli tako zelo slabo, kot se včasih iz našega jamranja vidi. Ampak mi smo pravzaprav v teh 25 letih naredili napako, ki je pa Izraelci v puščavi kljub vsem skušnjavam niso naredili. Mi smo se pravzaprav relativno hitro zahvalili Mojzesu za vodenje in prepustili rajši vodenje tistim, ki so imeli izkušnje z Egipta. Mi smo pač presodili, da nas morajo voditi tisti, ki obvladajo tehniko, te tehnike so pa lahko naučili samo v Egiptu. In to nas malo tepe, po mojem mnenju. In to je ena od stvari, o kateri bi pa bil čas, da se do leta 2041 dogovorimo. Drugače pa tako, kot je tudi Urška zapisala v svojem prispevku, imamo pravzaprav odlične predispozicije. Upam, če je kaj dobrega prinesla zadnja begunsko-migrantska kriza, da smo videli, da v primerjavi z Alepom vendarle živimo v paradižu in samo potencijale bi morali bolj sproščati. To pa mogoče malo manjka. Morda še dva obljubljeni deželi. Mislim, da tiste izjave od začetka v popolnosti pač ne moramo pričakovati, ampak si jo pa lahko zelo približamo. Jaz bi bila zelo vesela ali pa bi rekla, da živim v obljubljeni deželi, če bi leta 2041 imela le v tej državi take razmere, da bi vsak lahko svobodno razvijal svoje talente in uresničeval to, kar mu je bilo dano, se izobraževal, svobodno razmišljal.
bil svoboden v vsem, kar dela. Jaz mislim, da mogoče ne pred 25 leti, ampak bi mogli celo nazaj, mogoče pred 30 leti, tistih zadnjih 5 let, ko smo pričakovali, kaj pa kako bo, jaz mislim, da so bila pričakovanja zelo zemeljska, podobno kot pri Izraelcih, ne. Oni so pričakovali bogate sadeže, mislim, jedačo in pijačo, ne. In tudi mislim, da večina Slovencev, in priznam, da tudi jaz nisem bil izjema, sem pričakoval od samostojne države, da se bomo približali glede življenjskega standarda, življenjskemu standardu na avstrijskem Koroškem in pa v sosednji Furlaniji v Ilirski krajini. To je življenjski standard, ki smo ga poznali zaradi pogostih obiskov teh krajev. Videli smo, kako ljudje tam živijo in nekako čisto normalno, če bomo imeli svojo državo, si bomo lahko uredili življenje tako, kot je v teh nam sosednjim in bližnjih pokrajinah. Zdaj, v nekaterem delu je ta država to uspela doseči, ne? Delno tudi zaradi tega, ker saj na zahodni meji so še stvari precej navzdol, delno pa ne, ne? Glede velik zadev je trenutno Praga lahko zgled Ljubljani, pred 25 leti se pa ni nihče zgledoval po Pragi. Aleš je že nakazal, zakaj se nam je to zgodilo, da smo recimo neke razvojne prednosti preobrnili v recimo razvojne zaostanke, zaradi tega, ker se nismo smiselno pogovorili o tej preteklosti, ki nas vleče nekam nazaj. In to se tudi kot zbornik na veliko mestih kaže. Čeprav je njegov naslov v bistvu futurističen, je marsikoga ta obletnica 2041 najprej spomnila na leto 1941, ne, kot meni druga svetovna vojna, se nam je tudi skozi razmislek mlajše generacije, ki naj bi bil usmerjen naprej, vrnila, postavila v ospredje. Kakšen je v bistvu, tudi skozi zbornik, ki ste najprej prebrali vsi, večino prispevkov, to razmerje med preteklostjo in prihodnostjo. Zakaj je ta preteklost tako glasna, ko razmišljamo o prihodnosti? Bom začel pri najmlajši, namreč zaradi tega, če parafraziram to, recimo, kaj ima s prihodnostjo euharistično bdenje v Kočevskem rogu, o katerem ti pišeš, ne? Pomeni, Kočevski rog, pazi, to je centagma, ki te pelje ne vem kam, ti pa z njo gledaš naprej. To je nekaj takega kot velika rana, ki se celi, čas nekako jo celi, mi jo malo odpiramo, malo jo zdravimo, malo jo še bolj zastrupljamo. Vsekakor meni kot mlajši generaciji, ki bi morala že popolnoma samostojno oziroma neodvisno od tega odraščati, mislim, mi gre na živce, moram priznati. Ker če bi se rodila v Nemčiji, pa si nočem nikjer druge, si ne želim, da bi se rodila v Sloveniji, je super, ampak če bi se rodila nekje drugje, bi pač se mi zdi razvijala svoje talente, se učila, gradila, karkoli delam v življenju z neke ničle in gradila navzgor. V Sloveniji se mi pa zdi, da začenjam iz velikega minusa, ker pač generacije pred mano niso razčistile teh stvari in to ovira kakršenkoli razvoj. Zato pač tudi mi ne bomo zmogli, sploh se ne da iti naprej brez, dokler ne pridemo do te ničle najprej, in to je ta odnos do preteklosti, ki nikomor se ne da, nikomor se ne zdi zelo ustvarjalno, če se moramo ukvarjati s preteklosti, ampak brez tega ne bo šlo in s tem ne pravim, da se mora to zgoditi danes ali jutri, ker se ne da. Po mojem mnenju bo potrebno še veliko časa, ampak dokler ta stvar ne bo nekako zaceljena, ne bomo šli naprej. Matej, kako se pa to na gospodarskem področju pozna? Recimo ti pišeš o prekletstvu borbe za rente, če jaz prvo razumem. Koliko je recimo to prekletstvo boja za rente, ki zaznamuje
slovenski danes, ne, skozi permutacijske in še druge procese, posledica te nerašiščene preteklosti. Ja, vsak narod, pa tudi vsaka nacija ima svoje mite, ne? In ti miti so lahko koristni, lahko so pa škodljivi, lahko so lažnivi, lahko pa temeljijo na kolikor toliko resničnih zgodovinskih zgodbah. In iz mitov potem ti miti lahko različno zaznamujejo življenje v neki družbi. Naš problem je to, ker imamo ogromno mitev, ki temeljijo na lažeh, in ogromno mitev, ki so vir nekega gospodstva ali na gospodarskem področju ali pa na političnem področju. In eden od teh mitov je tudi, da so viri neomejeni, samo pravi ljudje jih morajo razporejati. To je, čim je slovensko gospodarstvo sta prevzela faliran študent kemije in pa učiteljiščnik, od takrat naprej je ta zavest, da so viri omejeni in da je najbolj učinkovito razporejanje teh virov se naredi s tržnim mehanizmom, je ta zavest uplahnila in te zavesti ne upa priznati noben oblastnik sedaj več po takrat. In to je eden od virov. Seveda, če so viri neomejeni, potem so tudi rente neomejene in seveda potem naši ljudje zaslužijo bogatejše rente, večje rente kot oni drugi ljudje, ker rente so vseeno omejene čisto potem, ko se stvari začnejo razporejati. Tako da to je ena taka mitološka nit na gospodarskem področju, ki nas dela izjemno, kot jaz rečem, izgubljene v globalizaciji. En tak dober primer je zdaj ta blodna okrog pitne vode v ustavi. Tukaj ta zgodba ni škodljiva, zaradi tega, ker pri nas je vode toliko kot v Arabiji nafte in ta vir na nek način lahko res rečemo, da je neomejen. Čeprav